Občina Slovenska Bistrica je pretekli četrtek v prostorih Srednje šole Slovenska Bistrica izvedla tretjo javno razpravo o izdelavi občinske celostne prometne strategije. Tema razprave je bila analiza obstoječega stanja. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je v namenu priprave prometne strategije povedal. Mi smo že nekaj časa nazaj eno izmed te strategij, če se spomnite, naredili za občino Slovenska Bistrica, tam je poudarjal predvsem za mesto Slovenska Bistrica, zdaj te primere je pravzaprav za medobčinsko strategijo, ker v tej strategiji sodelujejo tudi občine, ki pokrivajo našo upravno enoto. Zdaj seveda v okviru možnosti, ki so bile na voljo, smo mi nekatere stvari tudi realizirali, nekatere stvari so v realizaciji, da če bomo prišli do tega, bomo tudi še kaj na to odgovorili. Sicer je pa namen tega, da se danes upravi analiza stanja, da se zastavijo stvari, kako zadeve naprej peljati tudi z vidika aktualnih sprememb, ki so se zgodile na področju prometa. Ugotovitve o stanju prometne infrastrukture in prometnih tokov v občini je podrobneje predstavil vodja projekta Sebastijan Toplak. V Slovenski Bistrici, zdaj smo že verjetno nekaj čez 600, je seveda, bi rekel, značilno manjše, recimo mestno urbana sredina, rečemo zdaj za slovenske razmere, da nam župan užaljen. V mestih Ljubljana, Maribor je stopnja motorizacije seveda nekoliko nižja, ker so funkcije še malo bolj storjene. Javni prevoz lahko nekaj prevzame in tako naprej. Parkiranje je še bolj oteženo. V takšnih sredinah pa vidite, da ne izstopa Bistrica od nekih mest Ptuj in podobno. Kot rečeno, neke rezerve še je. Mislim, da Slovenija bo šla do teh 700, se pa nekako v svetu tudi kaže, da se to vendarle umirja. To je recimo število avtomobilov, ki jih imamo v gospodinstvih, to je iz ankete, ki smo jo tu izvajali v Slovenski Bistrici.